Živijo, živijo, jaz sem Peter, dobrodošli na kanalu V naravo in danes se spet potepamo po Primorski. En del ekipe gre ven pri kamnolomu, jaz pa na Predmejo. Ja, jaz sem se zapeljal pa do Predmeje in se zdaj spustim dol do kamnoloma peš po cesti, pa v bistvu za ostalimi grem proti Čavanski planoti, pa verjetno na Kucelj. Pa pol je plan tudi čez Golake iti, pa semle nazaj. Bomo pa videli, kaj bo, ker slišati je burjo med drevesi. Napovedano je bilo pa, da bo rahla burja danes. Najprej sem ostal pa na temle razgledu. Poleg telih tabel gre pa tukajle dol, pa tle pol pot proti Ajdovšni. Jaz pa kar po cesti naprej. Moram reči, da tale cesta pa vsakič, ko se gor peljem, me navduši. Verjetno poleg Mangartske ceste najbolj spektakularna cesta v Sloveniji. Vsaj kar sem jih jaz videl, pa za moje pojme. Je pa prav neverjetno gradovno, ko takole se ob teli čudoviti cesti sprehajaš, pa pod cesto pogledaš, pa poln piksen odpira. Že nazadnje, ko sem se tle sprehajal, sem to opazil, mislim, se težko spregledaš, ampak to je res, to je skoraj piksna pri piksni. Mora tlele gore en prašič živeti, da to skozi okno ven meče. Prav neverjetno, koliko smo ljudje svinje. Pa se opravičujem pujsom, ki jih žalim. Po slabem kilometru spustim zdaj proti dolin, pridemo pa do markirane poti, Srednja Čavanska se reče, in gremo proti Kuclju. Je pa super, da se tale Srednja Čavanska od začetka malo vzpenja, da se človek gre, ker je pa prav zima je. Čeprav ni minus, ampak tako je pa, res je frišno. Tale Srednja Čavanska nam ponuja veliko lepih razgledov. Tole pa prvi izmed njih. Kar kul. Drugače pa, tukajle je nekje Otlica, ali pa tamle, pa Otliško okno je tudi tam. Ali pa mogoče še malo bolj desno, Grem pa po tej poti zdaj že, mislim, da četrtič, da se sprehajam tlele okoli in res vedno znova me navduši. Ful je lepo. Sploh zdajle, ko prihajam na to južno stran, lepo sonček greje, ampak danes tudi malo burja piha.
Tukaj gor se cepa ena nemarkirna bližnjica, ki bom pol kasneje pokazal, kje pride. Mi gremo pa kar po markirani naprej. Vedno bolj na južni strani gore smo. Takole pa smo na razpotju. Zdaj srednja Čavanska se nadaljuje naprej. Tlele gre tudi ena v dolino proti Ajdovšni. Jaz bi sicer lahko nadaljeval naprej, ampak sem to prejšnjič naredil, ko sem šel tlele. Tako da tisti video bom dal tudi desno gor. Grem pa tlele gor, da vam pokažemo od gor tudi, kakšne lepe razgledi so. Sicer, če ne bi snemal, bi šel po ta spodnji raj, zato ker gor sigurno piha. Ampak tukaj gor so res taki lepi razgledi skale, tako da mislim, da se splača malo potrpeti. Prvi pogled proti Ajdovščini in danes predvsem megleni v Vipavski dolini. Ostali del ekipe, starša pa ima, so šli pa verjetno po srednji Čavanski proti Kuclu, tako da se zdaj po mojem namo srečali. Tukaj pa, če se ni namotam, pride v bližnjica gor, oziroma zdaj nekje bo prišla. To je ta bližnjica. Zdaj pa smo že skoraj tik pod vrhom. Se pa že sliši, kako veter brije iza Vogla. Kaj pravite? Kar dobro, ne? Spet smo na razpotju. Desno je dom na Čavnu, katerega bom šel pogledat čez, oziroma mimo šel čez kakšno urico pa pol. Zdaj grem pa najprej proti Lovski koči, pa po, mislim, da je to Zgornja Čavanska. Seveda ne smemo spregledati klopce ljubezni, da vidimo še razgled, ki je seveda veličasten. Tukaj si moram prav enkrat cajt vzeti pa na tole skalo splezati. Tole pa moj prvi cilj, Kucelj. Prihajam počasi do Lovske koče. Tukaj sem pa zdaj prišel tako prav zavetje, ne. Seveda so z namenom tle kočo postavili čez zavetje, ne. In je prav tako, ne najdem besede, ni olajšanje, ampak tako, kako je dobro. Med vikendom se tle tudi kakšen čaj da dobiti, pa tudi kaj za spiti sigurno. Sem pa tle jedel par let nazaj, ko je bilo odprt. Mi je gospod dal
zdaj najboljši suh kaki, ki sem ga jedel. Prav, tako noro. Je rekel, da je na krušni peči sušeno. Tukaj se lahko tudi na Srednjo Čavnsko dol spustimo oziroma gor pridemo. Jaz pa pičim tule gor. Drugače bila pa tole koča na Mali gori. Novo razpotje, desno Čaven, levo Kucelj. Kljub temu, da Kucelj ni najvišji vrh Čavenske planote, je pa najbolj priljubljen, tukaj ima najlepši razgled. Na to razpotje sem pa pol nazaj vrnil, pa nadaljeval desno gor proti koči na Čavnu. Še tale vzpon pa Gozdiček, pa smo pa že čist pod Kuclom. Evo ga, Kucelj. Dobrodošli na Kuclu. Proti Dolomitom. Takole gor pot pride iz Srednje Čavenske. Evo, morje. Vipavska dolina. Nanos, tam je bolj desno, je Učka. Snežnik mislim, da je to Nanosom. Tole je pa po mojem Golak. To pa kaj je? To pa Južne Bohinjske verjetno. Pa ten Kanin, Krn, pardon. Malo nižje sem se spustil, je lepo zavetrje, pa Klopca, Gorica, pa Nova Gorica. Tamle pa tudi se vidi tako nekje branik domovine, stolp. Pa ne vem, kva je že tist, malo sem pozabil, kva je tista planota. Pol naprej v Italijo je pa Doberdob. Tam je šla tudi Soška fronta čez. Glede na to, da ima tle tak lep zavetrje, sem še malce prvošil. Ja, nič, najedel sem se. Zdaj pa, če se ne motim, grem kele ali pa na tega semle gor, pa čez na Golake. Tako, kot sem rekel čisto na začetku, tlele po Čavenski planoti se da zelo lepe ture delati, pa različne dolge. Lahko greste sam tukaj, ko sem šel jaz, na primer, gor, pa do Koče. To Kočo, kam šel dale pogledat na Čavno, ne, pa se potem po isti poti, kam je šel, čez vzpnete, čez tale hrib, kar ne vem, kako se imenuje, pa greste pol nazaj na Predmejo dol. Lahko greste to, ko so šli starši pa Ema na Kucelj po Srednji Čavenski, pa pol gor, pa se tle nazaj vračate. Lahko greste iz Predmeje na Male, na Golake, pa nazaj tudi krožna tura. En kup tur se da tle delati, no, pa še sigurno sem kakšno pozabil. Kaj sem hotel še povedati, da je Čavenska planota je del Trnovske planote. Najvišji vrh na Trnovski planoti je pa Mali Golak, ki je visok 1495 metrov in tega bom šel tudi danes obiskat, pa tudi ostale Golake, no, srednji pa veliki. Ja, tisti, ki ne veste, boste rekli, kako veliki Golak je nižji kot Mali Golak, ne. Ja, zato ker ta srednji veliki pa mali je bilo po planinah oziroma po koliko je bilo pašnikov okoli, oziroma ja, koliko je bila tam velika planina, no.
In na velikem Golaku oziroma na malem Golaku je bila najmanjša. In tako. Nazaj na razpotju in gremo levo, še telefon mi zvoni. Počasi se bližamo domu na Čavnu. Kar precej navodil. Na Modrasovec gremo, ja. Tlele gor je Modrasovec. Lahko bi šli pa tudi tamle naprej Minkoče, desno, tudi do Predmeje. Ja, do Malega Golaka sta pa še 2 uri pa pol. Med drugim smo prišli na slovensko planinsko pot oziroma transverzalo in zdaj bom sledil v bistvu do Malega Golaka, pa mislim, da celo do Srednjega. Tukaj gre sicer slovenska planinska pot desno, ampak jaz bom čez Veliki Modrasovec skočil. Prihajamo na vrh Velikega Modrasovca. Tukaj pa je ena vojska, sigurno nekaj, pa nema. Verjetno tole še Italijani. No, v to stran je pa malo lepši razgled, v Vipavsko dolino. Dobro se vidi Triglav, Tamle so Kamniške Alpe. Se mislim, da prav vse najvišje vrhove vidi. Tlele se pa Julijci začenjajo s Triglavom. Pol naprej mislim, da sta Jalovec pa Mangart, da se vidita, pa Krn, pa je pa Kaninsko pogorje. Prejšnjič, ko sem bil tle, še ni bilo klopce, tako da lepo, da so naštimali. Moram biti prav lušten tle malo počiti, sploh kaj je malo bolj toplo. Ja, seveda, tole so pa Golaki, to moram še povedati. Moj naslednji cilj. No, tako pa zgleda, ko prideš na severno stran hriba. Le kaj bi to pomenilo? Po mojem Čavn pa Golak. Naravno okno, ampak tokrat v drevesu. Ne da se tale starina. Medtem smo tudi že nazaj na SPP-ju, se pravi Slovenski planinski poti. Tamle bo pa razpotje, desno bi šel proti Predmeji, Golaki pa, če se ne motim, gre levo. Nič levo, kar naravnost. Prav vesel, da gremo dol z ceste na peš pot. Tole turo, vsaj približano, na ta način mi je pa svetoval eden od gledalcev na zadnjič, ko sem šel iz Hubla gor do Odličkega okna, pa sem sprašal, kako bi Golake naredil v eni turi, vse 3. Pa je napisal, da če hočem pa malo daljšo, lahko pa še Čavn zraven vključim. In ja, delamo na tem. Ja, zaenkrat pa ful lepa pot, no. Vse to, v bistvu to, kar sem zdaj prehodil, sem že, tako da sem vedel, kam me čaka, tlele pa še nisem šel. Res zelo, zelo lepo označen. Tudi poti so lepo vzdržane. Vsa čast Ajdovci, vsaj mislim, da so Ajdovci tlele, te glavni. Pa gremo spet malo vzgor. Ko bi se en mal igral križce pa krožce. Označal bukve. Trnovska planota, po kateri se danes potepam, je drugače kraška planota, ki nima nič površinskih voda. Se pravi, vse, kar tukaj pade, takoj ponikne v podzemlje. In med drugim je Trnovska planota zelo poznana tudi po ledenicah, se pravi jamah, ki so vsaj v preteklosti, danes malo manj, no, ampak v preteklosti so imele noter led
cel let skozi. In v nekaterih izmed teh jam so kopali led, oziroma rezali led, ga s kočijami tovorili v Trst, v Trstu na ladje, od tam pa do Egipta, kjer so ta led prodali. Meni se to tako neverjetno zdi, ampak res neverjetno, kako so včasih počeli ljudje, pa kako so se znašali. Tamle na moji desni, oziroma so Golaki. Pa prije Zovink pa pravo opustošenje. Zgleda veter pokazal svojo moč. Evo ga. Zdaj pa tudi že bližino ceste prihajam. Par 10 metrih pa gremo spet v divjino. Imamo pa še uro pa pol do malega Golaka, pa 45 minut do Iztokove koče. Po dolgem času je spet malo bolj zapihal. Kjer gor gremo nekam. Čas pa poseke prav pride, ne. Ima malo lepši razgled. Tole proti Predmeji, zadnje pa Nanos. Po ene 10 minutah ceste pa spet malo ogrevanja v klanc. Škoda, ker me gledam proti Vipavski dolini. No, zdaj sem pa na razpotju. Tukaj gor pride pot, ki sem do zdaj. Ko sem šel na Golake, sem šel iz izhodišča tam dol. Tukaj gor je pa še 5 minut do koče. Tukaj se pa zelo lepo vidi, kje smo bili. Tale planotast je po mojem Modrasovc. Kucelj je pa takole zadaj. Zdaj sem šel čisto v bistvu okoli, pa tukaj je prišel. Tole je pa prikupna Iztokova koča pod Golaki. Tukaj imajo pa štrukle, ajdove, oziroma orehove, pardon. Kako so dobri. Ja, ste prebrali? Še enkrat preberite, pa v prakso dajte. Če pa že dajte, pa čestitke. Tukaj je tudi naravni rezervat. Smrekova Draga, to je pa tukaj drugače dve poti. Ena je položna, ena je strma. Jaz grem po strmi. Smrekova Draga je v bistvu dolina, kjer je temperaturni obrat. Od spodaj, zato je pol od spodaj tudi rastje, ki je ponovadi više v gorah, oziroma v hribih, ali pa naprimer na vrh Golaka, ne, je tukaj na dnu doline, ker je tam bolj mraz, pa, ko greš pa pač višji po dolini gor, se pa prideš po svetu normalen gost, ne. Tako da v bistvu to nekam raziščeno se to. Tukaj prihajam pa za en tak res pravličen goste. Verjemite, da spomlad oziroma polet je še veliko lepše tlele. Se pa tudi malo podlaga spremenila. Samo še 6 ur pa pol do Hlevške planine. Mogoče pa sem nazaj prišel za Predmejo. Moram poklicati, kje je ostali del ekipe. Če ne pa grem še na ostale Golake. Za tega so se pa kar potrudili. Dobrodošli na Malem Golaku. Juhu. To naprej pol srednji. Mali. Nanos. Učka. Snežnik. Tole je Protruban. Pa ne, takole pa je Protruban. Kamniške. Stov. Tole je
planota, Triglav, Jalovec, Mangart, Krn, Kanin, Skopogorje, vse skupaj. Gledajte, to je to, pa smo pa na Dolomitih, pa na Padski nižini, kako se lepo more svetlika, To je to cel krog. Seveda še selfie z vrha, pa zelo hitro dol pobegnem, ker je mraz kot packa. Razgled pa, gremo še na srednji pa mali Gulag, ker ostali del ekipe je šele pri Koči na Čavnu. Mislim, da z vrha srednjega Golaka nov razgleda za to, da dajmo tlele malo izkoristiti. Evo ga, srednji Golak. To je to. Ja, nazaj se malo vidi. Mraz je pa k packa na celem vetru. No, to je pa še veliki Gulag. Zdaj sta pa dva na malem Gulaku, saj tako izgleda. Tle sem pa zdaj prvič. Si razgled je dosti podoben. No, ti šment, šele na srednjem Golaku sem mislil, koliko sem hiter. Na tole pa zgleda veliki. Imam pa zdaj prav tako mehko podlago iz ivja. Prav prijetno hoditi. Tukaj se bom pa ločil od slovenske planinske poti, zavije proti vojskarski planoti pa Idriji. Zdaj grem pa še na veliki Gulag, pa pol še malo naprej, pa nekam desno dol pol pot pele. Tukaj pa takoj se pozna, da smo zavili dol iz SPP-a. Veliko manj uhojena pot, pa tudi markacij skoraj da ni, oziroma so zelo stare. Čist druga temperatura, ki se je zavetril. Še malo do vrha. Evo ga, tu pa še veliki Gulag. A si tudi lep razgled. Dobro se kjele proti Votlici pa to vidi. Tale pot po robu. Super je. Pa je grdo megla nad Ljubljano. Tole pa mislim, da je moja pot proti Predmeji. Pa ker res ne moreš reči, čim sem dol zavil, burja je nehala pihati. Sonček, toplo in drug letni čas se moram že slačati. Sicer tukaj po mojem, da ni uradnih markacij, saj še noben nisem videl, ampak nekdo se je zelo potrudil.
in skoraj na vsak drevo zarisal, oziroma drevo pa skalo, no. Ampak če ne bi bil toliko temeljit, bi se že 10-krat zgubil. No, zdaj sem prišel pa na eno malo širšo in malo bolj izgleda ohojno pot. Tem gor sem bil, ne. Tole moram biti pa zdaj na kakšni stari cesti, tlele prek Trnovske planote. Se pravi, take lepe škarpice narejene, tako dal. To še izpred prve svetovne vojne ali pa iz časa prve svetovne vojne. Ugibam. Da vidite te lepe škarpe. Tole je po mojem prva svetovna vojna. Škoda, zdaj pa konc te lepe poti. Tukaj je po mojem, da se gre gor proti Malemu Golaku. Tisti razpotje, ki sem ga posnel pred Malim Golakom. Jaz pa, po mojem, da tlele markiram. Sem dal. Po kratkem sprehodu po cesti gremo spet na pešpot. Juhu! Nisem pričakoval, da bo taka avenija proti Predmeji. No, tole sem pa kar malo presenečen, da sem že na Predmeji. Na prejšnjem razpotju sem zgleda markacije falov, ampak nič ne de. Mislim, da je kaj dost ne morem faliti. No, tle na koncu malo zabluzil, ampak si ni problema. Sam hotel sem reči, da vam bom dal markacije oziroma pot bom narisal tam, kjer sem mislil iti. Se pravi po markacijah. Tlele okoli Predmeje, saj kakor sem zdaj tlele gor hodil, zgleda kar nekaj teh starih vojaških poti oziroma molter. Tudi, kakor vem, v času prve svetovne vojne, da so tlele kar delali. Zdaj sledim pa telim markacijam. Za tale zid se je pa mogel nekdo zelo potruditi. Lepa je tale Predmeja. Glede na to, da sem že precej blizu avta, gremo zaključek narediti. Teli Golaki, mislil sem jih v snegu narediti letos, nekaj je bilo snega, ampak sem mislil tako, da bo več snega, da mogoče tudi se malo gazal, ampak zima je pač kakršna je. Tako da tudi tole danes je bilo super. Nisem si mislil, da bo toliko snega. Tako da super. Cela tura, da se iz te ture tudi krajše ture narediti, ampak cela tura je pa dolga, mislim, da okoli 25 km, tako da je rečemo celodnevna, luštna, nezahtevna. Višincev sicer pa na koncu kar nekaj pride, ampak tehnično enostavna. Tako da sploh če se lotite v malo daljšem dnevu, se pravi bolj spomlad, bo to sploh the best. Razgledi na parih koncih so res neverjetni. Sploh če še Vipavska dolina malo lepša, se res tukaj meni toliko lepo, da je znorno. Drugače pa nič kaj dost nimam za povedati. Zdaj tukaj gor na Predmejo, če boste
oziroma na Golake, če boste šli med vikendom, bo tako kar procesija, ampak pač takle imamo, ne. Zaključek, ne. Nič, hvala, da ste ostali z mano do konca. Lepo se imejte, pa radi tudi. Pa v naravo pejte, pa uživajte, pa hvaležni bote, da ste. Mi se kmalu vidimo, imejte pa lep dan še naprej. Čau.